Pozdravljena nazaj na mojem kanalu. Vse več šol bo imelo predmete na temo 3D modeliranja. Kaj pa sploh je to? Vse okoli nas in tudi neke izmišljene stvari lahko spremenimo v 3D model, ampak to je seveda gor na računalniku. Kako pa zdaj dobimo to v živo, v real life, da lahko jaz dotikam se tega 3D modela? S pomočjo 3D tiskalnikov. Vemo, da si imel 3D tiskalnik doma, si mogel biti pravi mojster. To je bilo hudo drago, pa hudo težko si skupaj sestavil, ampak danes je to vedno bolj dostopno, vedno bolj moderno. Na TikToku mi zdaj že ven meče 3D tiskalnike in zato sem se tudi spomnil, da bi to bila dobra ideja, da bi jaz imel to doma. In se odločil šel malo pogooglati in da najdem največjega ponudnika v Sloveniji za 3D tiskalnike in pa valjda filamente. To je pač tisto barvilo zraven, veš, tisti material. In ugotovil sem, da v Sloveniji daleč največji ponudnik tega je Azurfilm, zato sem se pa odločil, da bom šel na Primorsko pozdraviti in malo vprašati, mogoče bom tudi zristil kakšen tiskalnik. Evo, zdaj smo pred podjetjem Azurfilm in gremo noter, jaz pričakujem neke tiskalnike, da že nekaj tiskam, pa bomo videli, kaj bo. Servus. Zdravo, zdravo. Zdravo. Eto. Zdravo, živijo. Zdravo, me veseli, Jaka. Simon. Jaz sem slišal, da se vi ukvarjate s tiskalniki, 3D tiskalniki, ne? Ja, da ste najjači v tem. Jaz me imam par vprašanj, malo me zanima, kaj sploh so, kaj lahko delam z tega. Ker jaz bi to imel, malo se bi rad doma naučil in je fajn imeti doma tiskalnik nekaj, ne? To mi boste vi malo kar predstavili, ker vi tam že nekaj tiska. Lej, dobrodošli najprej na Primorskem, ne? Najlepša hvala, ja. Tukaj, evo, že tukaj sem lih en model ga postavil. Drugače pa ja, tukaj mi smo Azurfilm d.o.o., globalno podjetje, prodajamo v več kot 40 različnih držav po svetu. Mi smo v osnovi proizvajalci 3D filamentov. 3D filament je v bistvu potrošni material, ki ga potrebuje vsak 3D tiskalnik. To je to, ne? To je to, ja. Te žičke, aha. To je to. To je v osnovi plastika, različne vrste plastike, ki so za, ne vem, osnovne uporabnike, plastike, ki so za bolj profesionalne uporabnike. V šoli so nam za malo povedali, malo o tem čiste osnove, ne? Da je to fajn imeti, ker lahko delaš razne stvari, doma rabiš nekaj, narediš model, ki ga sprinta v 3-4 urah, pa imaš. Je to prihodnost, ali je to pač neka stvar, ki ne bo uporabna pol? 3D tisk je ena izmed najhitreje rastočih branž, panog na svetu v tem trenutku. To, kar vidiš, je v bistvu samo en majhen segment. Pravijo, da naslednjih 5 do 10 letih bomo imeli več kot 80% vseh izdelkov v hišah že 3D stiskanih. Res? Ja. V šolah, verjetno tudi v tvoji imate in so že začeli izobraževati učence, kako se 3D modelira, kako se 3D riše. In to je v bistvu največja uporabna vrednost. Če boš ti karkoli rabil, da se ti karkoli pokvari, hitro lahko zmodeliraš in 3D stiskaš in je potem v osnovi zelo hitro narejeno. Aha, to pa je ta bolj... Ta je pa karbon, to je guma. Vidim, ja. Ja, to je guma. To lahko tudi mečeš na tla. Ne bo noben problem. Zelo žogico narediš dejansko z tega, ne? Ja. To je pa iz carbon fibra, evo. To sem že videl, da delajo, ne vem, za neke predmete, ampak zakaj pa je to? Zakaj je to uporabno? To smo naredili pa za vzpuh za motor. Od krosera? Od krosa, ja. Pa se ne na to vžge? Se ne, ker je carbon fiber noter in je zelo odporen na zelo visoke temperature. Torej ste to že uporabljali? Ja. Madonna. Imamo tudi video na YouTubeu glede tega. Res? Ja, smo dali gor. To ste vi? To je pa moj brat. A to je brat, aha. Najprej smo ga 3D skenirali, potem smo ga pa 3D sprintali. Madonna, to pa je... To bi lahko naredili tudi glavo še v večji velikosti. To vem, da lahko daš krat 200, lahko daš, ne, to vem, ja. Jaz sem zdaj malo že gledal neke YouTube videa, ampak gled to, kako se delaš. Ne, to izgleda tako direkt, kot da je z nekaj kamna. To je v bistvu kamen. Dejansko? Ja, to je poseben isto material, ki dejansko ima tak luk kamna. No, ampak vseeno je na 3D printeru, ne? Ja, vse 3D tiskano. No, to mislim, ja, ker pravim na kamno, tako v trgovini kupiš zihar, ne, na 3D tiskalniku, tako sprintano, ne? Imam bolano, res. Ok, dobro, zdaj vidim, da imate različne tiskalnike, ne? Ampak zdaj, naprimer, jaz bi fulat imel tiskalnik. Moram imeti kako ultra znanje pred tem, da bom lahko to tiskal. Kaj to moram vse te modele, moram jaz sam narediti? Dejansko ne. Imaš že zdaj je ogromno enih, recimo Thingiverse je ena izmed spletnih strani, kjer imaš milijone in milijone različnih modelov. Ljudje proizvajajo te modele, nekaterih tudi prodajajo. Tako da iz tega se kar kreira zelo velik posel. Dejansko pa tudi mi v Azurfilmu imamo zelo dobro podporo, tako da ti pri nakupu tiskalnika svetujemo in tudi pomagamo, če so kakršnikoli problemi
pol v nadaljevanju. Razumem. Je pa to tako, da so to teli tiskalniki, ki jih proizvaja Creality, to je kitajska proizvodnja, ampak so naredili revolucijo na tem, to so izredno kvalitetni tiskalniki, zelo velika firma in prodajajo na res vse konce sveta. Mi smo zastopniki za njih in oni so naredili revolucijo, ker so naredili 3 tiskalnike, ki ga v bistvu nek laik lahko v recimo 30 minutah sestavi. Ja, je že praktično vse sestavljeno, ti samo delčke sestaviš skupaj. Bi lahko kakšen tiskalnik mi zrihtali? Lahko bi ti pokazal en 3D tiskalnik, ki je v bistvu primeren recimo tako za začetnika, ampak ti bo to predstavil Ivo. To je brat, ne? Tako, Ivo obvlada te stvari, super. Bo ti malo razložil mogoče tudi, kako v programu se te stvari in riše, nastavitve, te stvari. Evo, tukaj je Ivo. Vran. Zdravo. Ivo, jaka me veseli. Ivo je se specializiral na spravi za 3D tiskalnike, razne nastavitve. Ivo ima tudi support čez, pomaga, svetuje. Tukaj pa vidimo recimo različne barve, ki jih imamo. To je samo del asortimana, drugače imamo čez 40 različnih barv samo recimo na PLA izdelki. To je samo par barv zdaj tu, ne? Da. To, kaj se dela. Kaj si ti, ne? Jaz imam tak, ne, doma imam gaming setup, ne, imam ogromno nekih takih pičkarij zraven, nakupljenih nekaj, ko se svetijo pa tisto in to ziher direkt, pravega ste našli, oziroma pravega, jaz sem prav našel vas, no, tako bom rekel. No, Jaka, evo, tukaj imamo pa Sermon D1, to je zdaj tak 3D tiskalnik za začetnike. Za začetnike, torej. Tako, ja. To pomeni, da ne moreš teh stvari printati. Ne, seveda lahko. Mi smo tudi enega drona sprintali s takim 3D tiskalnikom. Torej, to je dovolj dobro, da te vse stvari, ne? Ja, seveda. Drona, kako misliš drona? Drona, ti ga grem pokazati? Ja, kako je drona? So moje nekaj takega drončeka. Pa tak ne dela, po moje. Batmana. Evo, tudi to smo natisnili. To je dron. To je dron. Vse je sprintano razen teh motorčkov. A dejansko motorčke imamo pa dela? Dela, vse elektronika je noter, mi smo ga sprogramirali in zadeva funkcionira, leti. Torej ti dejansko, če to tako obvladaš, a imaš malo pojma o tem, oziroma se pozanimaš, lahko vse delaš tem. Čisto dejansko vse lahko delaš. Domišljija je neomejena. Oj, so drona naredili, jaz sem mislil, da drončeka nekega prdeca malega, mislim, kaj ti zdaj to kažete? Mater. Le to. Pa dejansko še dela dron. Pa tudi težek je, ne? Čutim, ja, da ima maso neko, ja. Da ni da bi mi razpadal, tako ne? Tako. Bolano, torej, to mi je malo unboxala, bom lahko dam to na stran. Kar razpakiramo, pa ga bo sestavila. Da vidimo, kaj sploh je noter, no. Zdaj to je kit verzija, tako da bova eno urco nekje bova sestavljala. Dobiš zraven vsa navodila, dobiš tudi USB ključek, ki ga lahko daš na računalnik in dobiš tudi video, kako se 3D tiskalnik sestavi. Navodila, če ne vem, jaz ne vem pojma, bi že lahko nekaj malo dlje bi trajalo, samo bi... Čakaj, lekaj ima tu, zdaj sem komaj videl. Za nože. To lahko z babici naredim nekaj Deadpoola, da ima tam za nože, kaj si ti bolano. Ampak to v bistvu ti ne rabiš, za te stvari ti ne rabiš tiskalnika za 5 jurjev, ne? Ne. To je bilo včasih drago, pa samo velike firme so to imele. To je velika prednost meni. To je lahko že tiskalnik za 200 evrov, razlikuje se samo potem velikost, kakšno velikost. Čakaj, ima za 200 evrov torej, ne? Ker zdaj smo dovoljeni bone, za 150 evrov države. Torej ti samo v bistvu 50 evrov dodaš, cirka 50 evrov, imaš dovolj dober tiskalnik, da narediš skoraj da vse, kaj je tu gor, če prav razumem. In še več, logično, ne? Tako. Dejansko... Vse v tej velikosti. Torej, namesto da se od AirPodske kupujete vsi, pa imate te bele stvari v uhi, si javno nekaj koristnega kupite dejansko, ker še nisem uporabil bona, ne? In to je direkt za mene, ne? Začnete malo 3D razmišljati. Ja, sigurno. Pa dosti bolj uporabno je za neke otroka, ne, da nekaj začne. Bom mi to malo odprla, kaj ste Bova dala ven iz škatle, pa da dava škatlo proč. Ja, ker ne upam, naš to nič delati preveč. Ajde.
No, evo, zdaj tukaj je pa filament, to je v bistvu naša proizvodnja. Mi proizvajamo več različnih materialov, tudi koluti so prav naša proizvodnja v Kranju. Zdaj ti bom pokazal, kako se ta filament ustavi na 3D tiskalnik in kako se z njim začne tiskati. Torej, vi še to zraven delate, ne? Ja, torej, zraven tega, da lahko jaz pri vas to si nabavim, bom se refilal s tem, ne? Pri vas lahko to dobim. Tako, vsa material lahko dobite tudi pri nas. Še lažje, super. Material je pa res super kvalitete. Ne, vidim, ja. Izdelano je vse v Sloveniji, navito v nulo. Kolut se da na stojalce. Tukaj imamo filament senzor, skozi katerega gre filament. Tako da v primeru, ko na kolutu zmanjka materijala, bo tiskalnik sam zaznal, da materijala ni več in bo dal pauzo na tisku. In ko pridete vi zraven, boste dali nov kolut, nov material in bo tiskalnik spet začel tiskati. In material se potem da tako noter v glavo. In ko bo printer segret, gre tukaj skozi šobo ven. In tu vse lepo jaz nastavim, ti je malo pokazal, da tak ni, ne? Tukaj se vse nastavi, vi izberete dejansko samo file. Vidim, ja, imate vse. Zdaj sicer ni SD kartice noter. Ja, razumem, ampak ja. Tako, bova mi dva zdaj na računalniku naredila file, zbrala file pa začela tiskati. Evo, no, zdaj smo tukaj v tem 3D programu, v katerem boš ti naredil 3D file. Videl sem par let nazaj, da si bil v Londonu, pa sem ti jaz prištimal en file, Big Ben, da ga boš probal sprintati testno doma. Evo, v tem programu ti dejansko vidiš, kako mu daš temu failu nastavitve, kako bo 3D tiskalnik to tiskal. To je kar v detaljih, no? Če malo pozumemo. Ja, kar v detaljih. Evo, vse se vidi. Kako dolgo pa ne vem, kako je to veliko pol približno, ne? Pa kaj dolgo to traja? Ti mu v programu vse določaš, kako velikost bi rad hotel. A treba vas naredim takega za obesek? Lahko narediš majhnega takega za mizo, naprimer, ne? Kaj dolgo pa ne vem, bi ta trajal? Ta tukaj bo trajal 18 ur. Aha, piše, ja. Ja, s temi nastavitvami, ki smo jih mi zdaj dali. To pa lahko ti se pospreminjaš, to bomo že pokazali, da zaraz razlagamo, ne? Ampak, kaj pa to piše 145 gramov? Toliko bo porabil? Ja, tako, program ti sam zračuna, koliko časa bo izdelek tiskal, koliko materijala približno bo porabil, ni to 100% točno. Razumem, približno, ja. Jaz ti bom zdaj ta file shranil na SD kartico in ko boš ti doma, boš dal to tiskati na 3D tiskalnik. To je bilo super, ja. Za tebe smo pa že prej sprintali za darilo tvoj logo. A to, ble to? Evo, trobarni. Kaj pa to? To lahko direkt gor za neke verigice, kot neki rebers, bolano. Drugače pa najlepša hvala za vse. Ni problema. Bom to sigurno fest uporabljal. Se pa vidimo mi doma, da to malo testiram, kako to vse sploh delam. 2 weeks later. Eto, zdaj pa sta minila 2 tedna od uporabe 3D printerja oziroma 3D tiskalnika. Kot vidite, večer pa vam malo pokazal, kaj sem že sprintal in kaj sploh zgleda moj delovni prostor. Malo je vstran, ampak naj se vidi, da delam. Najprej bi vam pokazal, kaj vse sem že sprintal. To niso vse stvari, ampak to so stvari, ki so meni najbolj všeč. Tukaj imam morskega psa, Superman, vem, Batmane, hecam se Batmana, mini hobotnico, par stvari sem že dal naprej, tudi so mi ful všeč, ko so taki. Potem sem pa še Big Ben naredil, par stvari je bilo tudi neuspešne, ker sem jih jaz prav zlomil, ker nisem nekaj vredno nastavil, ampak to ni panike, ker imam ogromno filamenta, pa ni toliko ga ne uporabi. Pa ko mi bo tega filamenta, to je to, kot vidite tukaj različnih barv, imaš milijardo različnih barv dejansko. In ko mi zmanjka teh filamentov oziroma barv, grem enostavno na Azurfilm spletno stran in imam tam dejansko najboljše in najbolj poceni filamente, kjer jih lahko pač dobim. Dejansko so vsi pravili, kako kvalitetni so tam, naj kar pri njih kupim in vam povem, prav so imeli. Zdaj že uporabljam 2 tedna in sem hudo zadovoljen z materialom, kaj izgleda, vem, navadna plastika, samo veš kaj? Dobenih problemov nisem imel, vse super izgleda. Filamente imaš res, tako sem že rekel, različnih barv. Jaz še imam več barv nabavil, zdaj imam pač teh nekih osnovnih barv. Zlata je amazing, če gledaš meni, zlata najlepša. Tu še imam vijolično to. Ampak v bistvu čisto enostavno je, to je nekaj, što je moj novi hobi. Zdaj dal nekaj novega printati. To je to. Vse je lahko, dejansko vse je lahko sprintaš. Ampak da ne pomote, to so pač neke bedne stvari, ki sem jih jaz sprintal, igračke za mene, se po noči igram, ne. Naprimer, mene je zdaj prvo cilj, da si par stvari malo naprintam, da vem, kako se skupaj izgleda, pol pa si bom začel printati neke uporabne stvari, ki so dejansko uporabne v življenju, ki jih bo mama rabila v kuhinji, ko jo jaz rabo tam kot računalnik, ker to lahko ful stvari narediš. Imaš prav 15 strani, ki samo dol downloadaš.
Teda, ja, to je v bistvu moj novi hobi, ampak kaj je najbolj smešna fora, je cena teh printerov. V večini ta čisto dobri 3D printerji stanejo od 200 do 800 evrov približno, ne? Ampak največja fora je, da dober printer, najbolj poceni printer, dobiš že za 179 evrov in oglej kaj, točno vse to ti sprinta, nič kaj slabše, nič kaj grše, nič kaj drugačne barve, nič kaj res identično ti to sprinta, čist isto bo. Ja, kaj, čakaj, ne samo to, še imate digitalne bone, ker jaz še ga imam in lahko dejansko ta digitalni bon za 150 evrov pokoristimo tukaj za 3D printer. Torej čakaj, če najcenejši 3D printer dobimo za 179 evrov, 179 minus digitalni bon, torej minus 150 je 29 evrov. Ja, za 29 evrov dobiš dejansko čisto dober 3D printer, ki ti sprinta vse to. Vse to ti sprinta za 29 evrov. Teda, slučajno, če še nisi pokoristil tega digitalnega bona, ima zdaj pravo priložnost. Ampak valjda, digitalni bon vam je zrihtala država, jaz pa sem še vam zrihtal popust na vse Azur Film filamente, ker valjda tega ne moš narediti brez filamenta. Saj vidiš, ne? Tako da zrihtal sem popust za najboljše filamente Azur Film in to 10% na kodo JACK10. Tako da vse, kaj moš narediti, nabavi si 3D printer, dobiš ga za 29 evrov, če imaš digitalni bon, in pa nabavi si pri Azur Film še te filamente s kodo JACK10, da dobiš 10% popusta. Naprej k videu. Evo, zdaj vam mislim, da je čas, da imam nekaj novega printa, pa da grem lepo spat, da si mi čez noč sprinta. Šel bom pa sprintati eno kačico, ki je ful dolga, pa ista takega materijala, da se zna. Ista tak najeta kot ta, da se zvija. 6 ur bo trajalo, ta lise naspim, pa da vidimo, kako bo na koncu izgledala. Kača, start. To. Drugače, če ste uživali v tem videu, ga lajkajte, idite na moj Instagram in TikTok profil JackOnTheBox, Ne pozabite, prvi link spodaj v opisu, idite si nabaviti en 3D tiskalnik, če vas to zanima. Subscribajte se na ta kanal nujno, prosim lepo, pa se vidimo v naslednjem videu. Komentirajte, lajkajte, vse živete. Adijo!